Pozdravljeni na pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in z mano je danes Nina Plevnik. Pozdravljena. Zdravo. Govorili bova o 11. cilju trajnostnega razvoja, o trajnostnih mestih in skupnostih. Preden pa začneva, bi na hitro povedala, kaj so cilji trajnostnega razvoja za tiste, ki ste mogoče danes z nami prvič. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni iz 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi je tudi Slovenija. Vsebinski namen teh ciljev pa je, da se omogoči trenutni generaciji, da na našem planetu zadovoljuje svoje potrebe, brez da bi se ogrožala možnost, da bodo lahko to storile tudi prihodnje generacije. Ciljev je 17, kot sem rekla, in naj bi se uresničili do leta 2030, kar je čez 10 let, in so kar ambiciozni, tako da bomo tudi čez te pogovore poskušali ugotoviti, kako nam gre. Najin pogovor bo trajal približno 45 minut. Če boste imeli vmes kakšno vprašanje ali pa komentarje, lahko napišete pod to objavo. Jaz bom vmes gledala, tako da če kdo želi sodelovati, lahko napiše. Zdaj pa lahko greva kar na vsebino. Z mano je Nina, ki je strokovna sodelavka pri Inštitutu za politike prostora. Zdaj ti bom pa dala kar besedo, da se sama malo bolj celovito predstaviš, preden začneva. Okay. Hvala, Lucija. Kot je Lucija povedala, torej sem strokovna sodelavka na IPOP, na kratko, Inštitut za politike prostora, že od leta 2019, začetek 2019. Drugače sem po poklicu geografinja. Na inštitutu pa delam na različnih projektih, ki se ukvarjajo z mesti in pa prostorskimi vsebinami. Super, hvala ti. Kako si pa začela se zanimati za to področje, kaj te je mogoče navdihnilo in kako si pa postala tudi aktivna? Jaz sem že kot študentka delala na Urbanističnem inštitutu na področju prometa oziroma trajnostne mobilnosti. Zdaj sem se malo več spoznala s tem področjem, ki je samo en del teh trajnostnih mest, kot jih danes obravnavamo mogoče. Opravila sem prakso na Škotskem, tudi z področja prometa. Potem pa sem dobila tukaj zaposlitev na inštitutu, kjer pa sem se mogoče malo umaknila iz teh mobilnostnih tem in sem prišla na neke projekte, ki mogoče raziskujejo oziroma delajo na nekih drugih področjih urejanja prostora, tako da si še vedno širim znanje in se učim o vseh drugih stvareh, ki jih trajnostna mesta lahko ponujajo. Kaj pa je namen Inštituta za politike prostora, tako kaj je nekako vaša celostna vloga? Sodelavec je zadnjič zelo dobro povedal, da mi ustvarjamo boljša mesta. Na kratko in jedrnato, mogoče to ne zajema vseh aktivnosti, ki jih izvajamo, ampak na hitro pa pove, da se mi veliko sodelujemo z občinami in skupaj z njimi in z njihovimi prebivalci pravzaprav poskušamo iskati neke nove rešitve, nabor ukrepov, mogoče kdaj kakšen načrt, strategijo, ki bi izboljšal kvaliteto življenja v njihovem prostoru. Torej z različnih področij, ali je to na področju trajnostne mobilnosti, urejanja javnega prostora, stanovanj, odvisno od projekta do projekta. In tukaj smo potem mi velikokrat povabljeni prav zaradi tega, ker se zelo zavzemamo za to, da bi prebivalce občine vključevale v svoje procese, kar se nam zdi zelo pomembno, torej da karkoli se občina odloči v prostoru izvesti, kakršnokoli vizijo razvija, da k temu povabi svoje prebivalce že od samega začetka, od razvoja idej do samega izvedbenega procesa in kasneje mogoče celo do upravljanja z tistim prostorom, ki ga sooblikujejo. To je mogoče taka naša najbolj presečna tema vseh
aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo, da pač spodbujamo čim bolj občine in tudi druge, da poskušajo vse glasove slišati, se med sabo razumeti in da tako lahko pridemo do boljših rešitev. Kakšen pa je odziv občin? A so dovzetne za to? Pri nas je stanje takšno, da imamo neke zakonske minimume, torej po zakonu občine morajo izvesti javne razgrnitve določenih stvari, ki jih izvajajo, in več kot to pa marsikatera občina ne dela. Jih je pa vedno več, ki nas kontaktirajo, pa katere od podobnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, da jim pač pomagamo pri kakšnih javnih razpravah, drugih oblikah delavnic, teh metod je mnogo, da poskušamo vzpostaviti ta stik in marsikatera občina potem to sama neguje dalje in razvija in uporablja tudi podobne te procese vključevanja tudi pri drugih procesih, ki jih obravnavajo občine. Teda vedno več, ampak je počasno in dolgotrajno. Se lahko izboljša, zagotovo. Ja, tako. A nam lahko mogoče predstaviš še kakšne projekte, na katerih ti bolj aktivno sodeluješ? Ja, jaz predvsem delam na projektih, kjer poskušamo mestom omogočiti, oziroma pri nas občinam omogočiti neke kanale, da se med seboj slišijo, da si lahko izmenjajo svoje izkušnje, da se od drugega učijo, predvsem, da si prenašajo neke svoje dobre prakse. Mi smo tudi del programa, evropskega programa Urbact, ki omogoča mreženje mest na evropski ravni. In mi poskušamo tudi v Sloveniji čim bolj omogočiti, da to, kar se dogaja v evropskih mestih, pa tudi po slovenskih, kjer že imajo neke dobre rešitve, da to druge občine tudi slišijo, da lahko to malo bolj podrobno spoznajo in da se lahko na te občine potem kasneje na te za dobro prakso tudi obrnejo in tudi same mogoče prenesejo to prakso v svojo občino. To je mogoče ena izmed takšnih stvari, s katero se ukvarjam. Zaposlena sem tudi na enem projektu, ki se ukvarja z stanovanjsko politiko v Sloveniji, kar je pa za mene popolnoma novo področje, s katerim se prej nisem veliko ukvarjala, tako da to je še eno tako bazen znanja, ki ga še odkrivam. Na inštitutu pa drugače skrbim tudi za vse naše komunikacijske kanale, da lahko naše prakse, naše aktivnosti sporočamo in širimo navzven. To zgleda, da so mladi ponavadi vedno zraven še za to zadolženi. Kako pa recimo ko si rekla, da bi si občine izmenjevale te dobre prakse, na kakšen način pa to poteka, da se srečuje na sestankih ali kakšne metode uporabljate tukaj? Sam Urbact kot program je zasnovan tako, da se oblikujejo neka mednarodna omrežja mest, ki potem prenašajo, oni se ločijo za neko določeno tematiko, ali gre za, ne vem, oživljanje mestnih središč, ali gre za spodbujanje krožnega gospodarstva, teh tem je mnogo. In nato se te mesta med sabo pravzaprav spoznavajo in si med sabo delijo izkušnje in prakse, ki jih nekatere občine pač ta mesta že imajo. Medtem, da to je ena izmed teh malo bolj evropskih, mi pa potem še na naši pač bolj slovenski ravni delamo različne dogodke, konference in manjše neke študijske obiske, kjer mestom omogočamo, da si pridejo kakšne dobre prakse pogledati, da nekatera mesta te prakse predstavijo. Letos smo izdali tudi en katalog dobrih praks, ki je že drugi v seriji teh katalogov. Prvi katalog je bil o evropskih mestih in smo ga tudi pač prevedli v slovenščino s tistimi praksami, ki so se nam zdele relevantne za slovenske občine. V tem drugem pa smo na primer nabrali nabor slovenskih dobrih praks, za katere se nam je zdelo, da bi lahko tudi druge občine spoznale.
Zanimivo pa, da bomo letos pa imeli še eno kampanjo, ker bomo pa občine pozivali, naj nam predstavijo še kakšne prakse, za katere mogoče mi sploh ne vemo. Vedno je pestro, vedno se dogaja. Super. Kaj pa greva recimo, ker kot si tudi sama rekla, ta tema trajnostnih mest je zelo široka in mogoče za tiste od nas, ki nismo aktivni na teh področjih, vsak dan mogoče najprej pomislimo na onesnaževanje zraka, smeti v mestih, ampak katere komponente pa mogoče misliš, so manj prepoznavne, manj znane, pa vseeno zelo pomembne? Ja, mislim, vsekakor mogoče tistega, na katero še zelo pogosto pomislimo, je promet. To se delno torej navezuje na to onesnaževanje zraka. Torej v trajnostnih mestih bi si želeli čim več trajnostnih oblik mobilnosti, kar pomeni, da na eni strani zmanjšujemo količino avtomobilov v mestih oziroma umirjamo promet, na drugi strani pa omogočamo varne in dostopne površine za pešce in za kolesarje ter za kvaliteten javniški promet. To je s katero se največ ljudi poistovetiti, ko govorimo o trajnih mestih. Potem so zelo pomembne ta aspekt, so tudi zelene in modre površine. Torej, kako so urejeni, torej, da imamo v vsakem mestu zadostno površino kakovostnih nekih odprtih zelenih površin. Naj gre to za parke, urbane gozdove, tudi modre površine, ribnike, potoke. To se kar pomeni, da v vročih poletnih dneh, da se imamo kam umakniti, tudi znižujejo temperaturo v mestih oziroma pomagajo, da se ne zviša tako ob vročih dneh. Pomagajo pri ponoru CO2 na koncu koncev, torej pomagajo pri tej blaženju podnebnih sprememb. So zavetišče za živali, sami zelene površine so neka svoja biotska pestrost. In v zadnjem času se je pokazalo, zdaj predvsem tudi v času karantene, se je pokazalo, kako pomembno je, da ima vsak v svoji občini možnost dostopa do nekih zelenih površin blizu svojega doma, da lahko pač ohranja to svojo telesno in duševno zdravje, da lahko se pač rekreira, da se lahko pač ljudje mogoče srečujejo tudi če na razdaljo. Da se v zadnjem času še bolj kaže pomen teh takšnih in drugačnih zelenih površin v mestu. Potem imamo še mogoče v trajnostno mesto bi tudi umestili stanovanja, na primer. Pomembno je, da imamo pač vsi možnost nekega kakovostnega bivalnega okolja, da imajo vsi možnost dostopa do stanovanj. To pomeni, da je dovolj nekih tudi javnih, socialnih stanovanj na voljo. Pa mogoče, da začnemo razmišljati tudi o kakšnih alternativnih možnostih bivanja, ki omogočajo večjo pač povezanost, večjo solidarnost, medgeneracijsko pomoč. To so na primer kakšne stanovanjske zadruge. Da tudi o tem je vredno v kontekstu trajnostnih mest govoriti. Predvsem pa mogoče govoriti o odpornih skupnostih. To pa je mogoče ena takšna, ko pomislimo dovolj-krat, ampak se velikokrat kaže, da so bolj povezane skupnosti tudi bolj odporne na spremembe. Torej na podnebne spremembe, na razne epidemije in podobno. Torej, da so skupnosti, ki se med seboj poznajo, se razumejo, sočustvujejo kakorkoli. In to mesta lahko dobro spodbujajo s tem, da pač tem skupnostim, da prebivalcem ponudijo kvalitetne, javne, zaprte, odprte prostore, kjer se ljudje lahko srečujejo. Torej, da mesta ne skrbijo samo za to, da bo čim boljše tekel promet z avtomobili, ampak da ustvarijo tudi dobre površine, trge, knjižnice, skupne prostore, kjer bojo ljudje lahko pač preživeli svoj čas in gradili svojo skupnost. To je mogoče ene par takih, ko so pomemben del. Je pa potem tega spektra še.
Si predstavljam. Ja, ta koncept odpornih skupnosti nisem še nikoli slišala, to je zelo zanimivo. Kako v bistvu neka socialna komponenta tudi tukaj, da ni samo Ja, nekatere študije na primer kažejo, da to je ena študija, pa zdaj ne bom vedela imena, žal, iz Amerike, kjer so ugotavljali, da v času vročinskega vala, da je veliko boljše so odnesle tiste četrti, kjer so skupnosti bolj povezane. Torej, da imajo neke kvalitetne prostore, kjer se srečujejo, se spoznajo in si potem v času krize tudi pomagajo. In da je bila razlika v smrtnosti tudi med temi skupnostmi različna, tako da ima potencial ta povezanost. Ja, zelo zanimivo. Kaj pa, če pogledava te teme z vidika mladih, kateri aspekti, komponente tega cilja so mogoče najbolj nekako se tičejo mladih, njihovega vsakdanjega življenja? Vsekakor gre. Zdaj mladi mogoče imajo drugačne vrednote, kot dotičajo povprečni, 40-letnega delovni sloj, oziroma ne delovni sloj, delovno aktivnega. In predvsem je po mojem pri mladih pomembno, kako se v svojem okolju počutijo. Torej, ali imajo možnost, da v svojem okolju nekaj ustvarijo, da so slišani strani, če se odločijo, da bi nekaj želeli ustvariti, ali so slišani strani mesta. In potem tu priteče še vse ostalo, ali imajo možnost zaposlitve, ali se torej mesto, država trudi, da bi omogočila zaposlitve ne samo v Mariboru, Ljubljani, Kopru in večjih zaposlitvenih centrih, ampak tudi v manjših, torej v tej smeri decentralizacije na nek način, kar pa potem potegne s sabo tudi kako urejati javni potniški promet in druge prometne povezave, kako urediti storitve, ki bojo mladi jih želeli uporabljati v svojem kraju, ker vemo, da na primer vedno več mladih se odloča, da ne bi imelo svojega avtomobila, še predvsem v velikih mestih, pa tudi drugod. Kako jim priti naproti z nekim kvalitetnim javnim potniškim prometom. In ja, predvsem omogočiti, da tam, kjer mladi so, kako jih zadržati tam, kaj jim ponuditi. To se mi zdi mogoče najbolj pomembno. Pri tem mogoče pridemo spet nazaj do stanovanj, ker za mlade vemo, da jih stanovanjska politika jim ni najbolj naklonjena, da marsikateri mladi si svojega stanovanja ne more privoščiti, da je Slovenija tudi glede na druge evropske države znana po tem, da mladi zelo dolgo ostanejo pri svojih starših, in iskati neke rešitve v smeri torej dviga, torej ponuditi več javnih stanovanj mladim, razvijati neke druge modele bivanja zanje, omogočiti kakšne drugačne kredite, to so pač vse neke možnosti, ki bi mogoče mladim omogočile lažji začetek samostojnega življenja. Pa glede na to, da delate veliko z občinami, a mogoče veš, kakšne so kakšne možnosti, ki jih imajo pač mladi in ljudje, če vidijo nekaj v svojih skupnosti ali pa mestu, kar bi radi spremenili ali pa vsaj opozorili na to, kakšne so mogoče možnosti, ki jih občine zagotavljajo ali pa jih morajo zagotavljati za ta stik s prebivalstvom.
To je zelo odvisno od vsake občine, koliko imate poslušnosti, mogoče nasploh za prebivalce in njihove želje, pa posebej potem še za želje mladih. Obstaja kar nekaj občin v Sloveniji, ki z veseljem prisluhnejo mladim in njihovim željam. Pred kratkim smo na primer bili v Ajdovščini, ki je mogoče ena izmed tak bolj občin, ki prednjači v tem smislu, da mladim res prisluhne, da jim stopi naproti, da jim omogoči, da sami sooblikujejo nekatere prostore, imajo tudi svoje lastne prostore v občini mladi in na nek način jim občina da to zaupanje, da oni vejo, kaj želijo početi v občini in na tak način jih mogoče tudi, ne bom rekla zadržijo, ampak vsekakor jim gradijo ta občutek pripadnosti. In teh občin v Sloveniji je kar nekaj. Najbrž je lažje sodelovati, ne vem, bi si predstavljala s kakšnimi manjšimi občinami, kjer je stik med občino in prebivalci lažje je mogoče dostopati, in pa veliko kompleksnejše pri nekaterih večjih občinah, kjer pa potem imajo občine tudi že svoje te mladinske zavode in različne organizacije, katere se lahko mladi vključujejo. Ja, tako da vedno je, se mi zdi, pomembno, da govorimo veliko o tem, ker se mi zdi, da imajo mladi in pač tudi drugi prebivalci veliko idej, potem včasih ne vejo, kaj naj naredijo in kot je za nas znano, Slovenci se potem o tem pritožujemo, ampak ne vemo pa točno, kaj bi bili naslednji koraki, da bi nekomu, ki ima mogoče kakšno moč v zvezi s tem, povedali, kakšne spremembe mislimo, da bi bile dobre. Tako da, ja, hvala, da si to malo risala. To si že izpostavila glede potniškega prometa, javnega prevoza in da je to pomembno za mlade in v bistvu s tem se zgleda, da strinjajo, ker v poročilu o cilju trajnostnega razvoja so imeli mladi priložnost, da povejo svoja mnenja in so ravno to izpostavili, da bi bilo potrebno izboljšati javni medkrajevni prevoz, da bi se omogočila večja zaposljivost, še posebej tistih na podeželjih. Nam lahko mogoče malo več poveš o tej temi mobilnosti, če veš za kakšne ali pa sodeluješ na kakšnih projektih na tem področju, kako bi se to dalo izboljšati? Je predvsem na ravni nekih medkrajevnih prevozov in nekega mogoče bolj sistematske ureditve javnega potniškega prometa na mogoče rečemo državni ali pa regionalni ravni. Trenutno se kaže, da ni veliko neke poslušnosti do tega strani odločevalcev. Torej ni neke politične volje, da bi se v to veliko vlagalo. Ker nekaj preprostih izračunov bi nam hitro povedalo, da bi lahko veliko tistih proračunskih sredstev, ki se trenutno namenjajo za nove obvoznice, širitve cest, nove cestne povezave, dograjevanje, obnovo in podobno teh cestnega prometa, da bi z delom lahko že pokrili oziroma izboljšali javni potniški promet. Torej govorimo tako o vlakih kot o avtobusih. Ampak trenutno žal se ne kaže, da bi imeli poslušnost na tem delu in zato tudi ni veliko projektov mogoče v tej smeri. Pojavljajo se določene občine, ki s sosednjimi sodelujejo in vzpostavljajo neke povezave potniškega prometa, tako ima Ljubljana mogoče nekoliko boljše vzpostavljeno povezave s sosednjimi občinami, na primer s Škofljico, Medvodami. Nekatere druge občine se tudi poslužujejo tega, ampak je to pač vse na neki lokalni ravni oziroma tej ravni občin, da se med sabo dogovorijo,
kot pa sem rekla, ni pa neke poslušnosti višje, da bi dobili to nek kvaliteten sistem, ki bi bil med sabo dobro povezan, ki bi bil dovolj frekventen, da bi se ga splačalo uporabljati, in da bi bil tudi dobro povezan z ostalimi načini premikanja, torej z kakšnimi temi park and ride parkirišči, z možnostjo uporabe prehoda na kolo ali peš, da se pomisli tudi na vse te načine, kako vse to komponirati v eno celoto. Ja, ko si omenila kolo, zdaj vidim, da smo ravno dobili eno vprašanje, ki je povezano, govori o mobilnosti in o tem omogočanju kolesarjem bolj varne poti, da bi ljudje tudi več uporabljali kolesa. Veš kaj o spodbujanju kolesarjenja, a je to večinoma samo v mestih ali se tudi druge občine na tem področju, ki angažirajo? V mestih je tega kar precej, že v marsikaterem mestu. Se kaže tudi, da se bolj podeželske občine tudi mogoče skupaj združijo in naprimer te sisteme izposoje koles. Mislim, da sem ravno včeraj zasledila, da nekatere gorenjske občine so se skupaj združile in skupaj vzpostavile ta sistem. Je pa tako, da tiste občine, ki imajo oblikovan ta CPS, torej celostno strategijo prometa, prometno strategijo, se opravičujem, tiste lažje mogoče dostopajo do nekaterih sredstev, ki so ponujene za gradnjo novih kolesarskih povezav. Marsikatere kolesarske povezave so tudi dotrajane. V teh večjih mestih, kjer so bile prej vzpostavljene, te doživljajo že nadgradnjo. Se je pa to v zadnjih letih v Sloveniji precej izboljšalo. Mislim, veliko novih povezav je in se počasi tudi dograjujejo. Tako da najbrž v naslednjih 10 letih bo slika popolnoma drugačna. Ja, to je zanimiva ideja, ker so tudi prej se pogovarjali, da je v Sloveniji tako veliko občin, da mogoče tiste, ki so malo manjše, da sodelujejo pri takih projektih, ki so najbrž res bolj smiselni, če je na malo večji površini. Pa tudi, da je mogoče občine, da se naprimer ta sistem izposoje ne neha na eni občini, pač na meji občine, ker mogoče vedno to ni najbolj smiselno. Podobno je z avtobusnimi linijami, da mogoče ni najbolj smiselno, da se nehajo znotraj meja tiste občine, ampak da se nehajo mogoče v naselju naslednje. To je vedno dobro pretehtati te možnosti. Ja, in to smo tudi zdaj v času korone ugotovili, kako v bistvu omejujoče so občine in koliko ljudi živi na teh mejah in koristi v bistvu okolje večjih občin na dnevni bazi. Tako da, ja, zelo zanimivo. Kaj sva še mislili govoriti? Glede tega, da je Slovenija kljub vsemu malo posebna zato iz tega vidika, da je manjša, pa tudi brala sem, da naj bi bila poseljenost posebna, tudi naj bi živeli poprečno v manjših skupnostih, okrog 500 ljudi. Je zaradi teh posebnosti, kakšne so mogoče kakšne prednosti ali pa slabosti za Slovenijo iz vidika ustvarjanja trajnostnih mest in skupnosti? Ja, vsekakor. Slovenija ima zelo razčlenjeno površje na eni strani in potem tudi zelo razpršeno poselitev. Pravzaprav imamo precej gosto naselitev, ampak je ta zelo razpršena. In zato mogoče tista naselitev, ki je bližje nekih glavnih prometnih povezav, ima boljše pogoje za razvoj in boljše pogoje za dostop do nekih drugih storitev. Medtem ko ostajajo marsikateri kraji po Sloveniji, ki se pa žal praznijo.
In tukaj ne govorimo samo o praznjenju, torej, da se manjša število prebivalcev, ampak temu posledično tudi, da se manjša funkcija teh naselij. Torej, da iz nekaterih naselij izginjajo podružnične šole, da izginjajo bankomati, izginjajo pošte, zato ker se pač zato ker več ni rentabilno pravzaprav tam imeti teh storitev. In to je potem en tak začaran krog, da zato ker teh storitev ni, je težje privabiti tja novo prebivalstvo. In vsekakor je to en takšen izziv, na kako mogoče presekati ta začaran krog. Pri naši razpršeni poselitvi je torej tudi spet ta problem, kako vzpostaviti javni potniški promet, da bo učinkovit, da bo dovolj dobro pokrito, kako zagotoviti konec koncev komunalno oskrbo vse te razpršitve. In zato je zelo pomembno mogoče, da bodoča ta strategija prostorskega razvoja, da gre bolj v smeri zgoščevanja naselij, in da se pač ne namenja toliko novih zemljišč za razpršeno gradnjo, ki bi omogočile razpršeno gradnjo. To mogoče. Ja, razmišljam se, ne vem, zelo veliko o tem področju, ampak zdaj se planira, da se bojo uvedle pokrajine, ki bi bile malo bolj, pač bi združevale več občin skupaj, mogoče, ne vem, če je tukaj kakšen potencial, da se ali bo poenotijo te sistemi. Ja, mogoče vsekakor bi vsaka pokrajina dobila nek nabor, mogoče temu rečeno storitev, ki bi jih naj minimalno vsaka pokrajina zagotovila, kar pomeni, da bi tudi, ne vem, tudi mogoče kakšne bolj obrobne, manjše pokrajine lahko s tem dobile kakšno storitev, ki jo mogoče sedaj nimajo. Ja, zanimivo. To sem te še želela vprašati, ker si na začetku povedala, da si bila nekaj časa tudi na Škotskem, in me mogoče zanima, če nam malo več poveš o tem, mogoče v primerjavi z delom, ki si ga imela tam. Mislim, da si rekla, da si na mobilnosti delala tam. Kakšno primerjavo vidiš s Slovenijo? Ja, jaz sem delala tam na enem inštitutu, ki je bil del univerze. In tam je bilo predvsem mogoče zanimivo, da mogoče sem z tega vidika, tega izobraževalnega vidika, da njihove univerze so zelo mednarodne. Tja pride pač študirati ljudje iz celega sveta, ker mogoče v Sloveniji za naš izobraževalni sistem ne moremo tolikšni meri trditi, kar pomeni, da so tudi profesorji od vsepovsod, da imajo znanje, ki ga prinesejo iz različnih koncev, in potem tudi študentje in tisti, ki opravljajo prakso, in mladi raziskovalci so od vsepovsod. Torej, ustvari se neko mednarodno, neko pestro okolje, teda tudi mogoče že izven prakse, ki je mogoče podobna tako kot vsaki drugi, pa se ne, mislim, mogoče tudi ne morem to trditi, ker sem samo eno opravljala. Mogoče ta izkušnja zanimiva iz teh pogovorov, ki jih imaš z drugimi ljudmi, da vidiš, kak stvari pri njih doma potekajo, zakaj so se oni odločili priti tja, kako oni vidijo pač neke stvari, in da dobiš pač to izkušnjo, ki jo potem pač prineseš domov. Ja, zelo zanimivo, se strinjam. To je ena super možnost, ki jo imamo. A to si šla prek Erasmusa ali si čisto samostojno dobila? Erasmus praksa je bila ta. Aha, super, ok. Zelo dobra reklama za to. Mislim, da ima večina ljudi zelo dobre izkušnje. Da grejo, točno tako, kot si rekla, v malo bolj raznoliko okolje, včasih zelo dobro videti te različne perspektive, ki jih se prinesejo iz svojih okolij. No, mogoče zdaj pa še bolj za konec bi te vprašala, če imaš kakšne nasvete za mlade, ki mogoče gledajo ta posnetek ali pa ga bojo kasneje gledali, in jih zanima to področje, kje bi lahko začeli se vključevati pa postati aktivni?
Ja, naprimer te Erasmus izmenjave smo že omenili, pa mogoče ne vem, koliko izmenjave, ampak mogoče tudi te prakse, pa različne delavnice, ki jih potem v okviru nekih Erasmus projektov izvajajo. To so pač te, se ne vem, kako se to imenuje, ta Erasmus plus, te različne poletne šole in druge stvari. To je vsekakor neko širjenje znanja, pač spoznavanje nekih novih ljudi, novega okolja. Če bi se želeli nekoliko bolj aktivirati za trajnostno urejanje svojega okolja, mogoče predlagam, da poskusijo v svojem lokalnem okolju poiskati kakšno društvo. Veliko društvo vedno išče mogoče na začetku prostovoljce, kjer se mogoče je kakšen dober začetek, da začneš svoje ideje, da pomagaš realizirati ideje drugih, kasneje mogoče pristaviš kakšno svojo in razvijaš torej to svojo, ta svoj del ambicije znotraj nekega društva. Velikokrat je mogoče kritika teh javnih razprav, ki potekajo v občinah ali kjerkoli, da se javnih razprav pa vedno udeležujejo samo stari in da kaj bomo pa mladi tam delali. Tako da mogoče spodbuda, da se tudi mladi vključijo v svoje lokalno okolje, da se udeležijo kakšne javne razprave, okrogle mize, kakšne drugega dogodka, ki ga organizirajo mesta, občine. Da ne vem, da včasih zna biti to neprijetno, pa da mogoče ne bi šel sam, pa ne vem, se dobite dva pa trije skupaj, pa grejo poskusiti. Mogoče tam dobijo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo od novega, mogoče vidijo, kako občina razmišlja, če se s tem strinjajo, če se ne, lahko to tudi izrazijo. Toliko mogoče na hitro par idej, kaj mi je padlo na pamet. Ja, to mi je zelo všeč, da si izpostavila, da se lahko udeležujemo teh javnih razprav, ker včasih mislimo, da je to za odrasle, pa mogoče nimamo kaj za prispevati, ampak dejansko so to potem, najbrž, če se udeležiš, vidiš, da so zelo taki konkretni problemi, pa konkretne vprašanja in tudi mladi lahko prispevamo pač svoje mnenje. Tako da to mi je zelo všeč in sklepam in upam, da vabila na te dogodke so na spletnih straneh občin, najbrž. Ja, navadno so javno objavljene na občinskih straneh. Če nimajo želje po veliki udeležbi, jih kaj posebej ne promovirajo, to je po pravici. Tiste, ko pa želijo večje število glasov, večje število mnenj, se pa tudi potrudijo, pa malo bolj na široko razglasijo takšne dogodke. No, super. Bom tudi jaz vzela tvoj nasvet in se bom poskušala kakšnega takega v sveta udeležiti. Zdaj pa, razen če imaš še kakšne zadnje misli, Nina, bi se ti zahvalila, ker si vzela čas, pa si spregovorila o tej temi. Zelo zanimiva, mislim, kot si rekla, tako široka, lahko bi govorila o raznih temah, ampak mislim, da je danes bil res dober pregled, da okvirno razumemo, o čem se gre. Tako da hvala. Hvala tebi. Pa vsem lep večer. Adijo. Adijo.